Pozdravljeni. Pri tovarniški ekipi Mercedes so se končno odločili, da bodo zavrgli tisto zadnjo premo, ki smo jo prvič videli na veliki nagradi Emilia Romagna na progi v Imoli. Danes bomo skušali razumeti, zakaj gre in predvsem, zakaj je trajalo toliko časa, da so pri ekipi iz Brackleyja sprejeli tako pomembno odločitev. Na samem začetku je potrebno poudariti, da marsikdo sploh ni opazil, da so se pri Mercedesu odločili za pomemben korak nazaj. Da malce obnovimo zgodbo. Namreč novo zadnjo premo so pri Mercedesu uvedli na veliki nagradi Emilia Romagna v Imoli. In od takrat se je zgodilo marsikaj. Naprimer, da na veliki nagradi Monaka jo nismo več videli na bolidih in na veliki nagradi Kanade je bila vgrajena na bolidu, ki je dosegel prvo in seveda tudi tretje mesto na tisti dirki. Ampak videli smo strm padec, kar se tiče rezultatov, in na Madžarskem je prišlo po veliki nagradi Belgije do tiste pomembne odločitve, da se tega elementa ne bo več rabilo. Če povzamem izjavo Tota Wolffa. Nova zadnja prema pri Mercedesu bo končala verjetno v nekem smetnjaku. Tega nisem izjavil sam, ampak team menedžer tovarniške ekipe Mercedes. A najprej moramo razumeti, zakaj gre. Sicer v zadnjih premah je bilo letos kar nekaj govora, predvsem pri skuderiji Ferrari, ampak so imeli pri tovarniški ekipi Mercedes iste težave? Niti ne. Treba se tu zavedati, da pri Mercedesu so skušali omiliti nekaj drugega kot naprimer Ferrari. Govorimo o tem, da nova zadnja prema pri Mercedesu naj bi preprečila dvig zadka pri bolidu v fazi zaviranja. Tako bi imeli na prednjem paru koles lažji vstop v ovinek in manj težav pri zaviranju, manj blokiranja prednjih koles. In zadeva v simulatorju je delovala. A težava je nekje drugje. Namreč navdihujoči rezultati v digitalnem, virtualnem svetu se v tistem realnem, dovolite mi izraz analognem, niso pokazali kot pravi. Sicer, kot sem povedal, zadeva je delovala. Ampak tako George Russell kot Andrea Kimi Antonelli sta se pritoževala nad tem, da nimata več občutka za zadek. Torej, zadeva, ki je mehansko delovala, ki je pomagala v neki fazi razvoju bolida ekipe Mercedes, je porušila tisto ravnotežje, ki je nujno potrebno za doseganje rezultatov, ampak marsikdo bo dejal, saj ta nova zadnja prema je bila prisotna na veliki nagradi Kanade, ko so dosegli prvo in tretje mesto. Treba je poudariti, da proga Gilles Villeneuva v Montrealu je specifična. Namreč tam nimamo nekih hitrih ovinkov,
in zavira se na ravninah. In ne že, ko je bolit v ovinku, ko zavija proti tistemu vrhuncu. In zaradi tega ta hiba, ki jo je povzročala nova zadnja prema, ni prišla tako do izraza. Kot sem povedal, mehansko je zadeva delovala izjemno dobro. Ampak dejstvo, da sta oba voznika začela izgubljati tiste prave občutke, je pripeljalo do tega, da smo videli predvsem pri Andreji Kimiju Antonelliju strm padec, kar se tiče rezultatov. Ker ni bilo rezultatov, je mladi italijanski voznik začel izgubljati tudi zaupanje. Ne smemo pozabiti na nekaj, da na primer na začetku sezone je bil Mercedes z Russellom konstantno na zmagovalnem odru. Šele nekje po začetku uporabe tega elementa so zadeve začele nihati in lahko se začnemo spraševati, ali pri Mercedesu imajo pravo korelacijo med simulatorjem in resničnostjo. Videli smo, da na določenem pogledu tega elementa je zagotovo šlo nekaj narobe. Namreč zadeva je delovala, naj bi prinesla neko izboljšanje, ampak v resnici generalno gledano je bila zadeva bistveno slabša. In sedaj, zakaj so se pri Mercedesu odločili za ta korak nazaj? Ker v bistvu so zamrznili razvoj, ne bodo več vlagali sil v razvoj letošnjega modela, ampak bodo vse resurse namenili onemu, ki ga bomo videli v prihodnji sezoni. Zato so se odločili za rešitev, ki je bolj pogodu obema voznikoma. Namreč ne smemo pozabiti, na veliki nagradi Madžarske sta zopet oba bila v točkah, kar je ohrabrujoč rezultat, ampak zopet ne na tistem nivoju, kot smo ga videli, na primer v prvem delu sezone. In vprašanje, zakaj je toliko časa trajalo, zakaj so novo opremo vgradili, nato se obrnili zopet k stari in se vrnili na svoje korake, da so na koncu, praktično tik pred začetkom poletnega premora, v drugi polovici sezone zadevo dokončno opustili. Treba je tu povedati, da so hoteli zadnjo opremo spraviti v red, da so hoteli ugotoviti, ali z nastavitvami lahko pride do sprememb. Povedal sem vam, da zadeva je delovala za tisto, kar je bila projektirana, ampak porušila je neka ravnotežja, ki so pa bistvenega pomena za uspešno vožnjo bolida Formule 1. In prav tu je bila tista skrivnost, ki jo marsikdaj mi, navdušenci, ne razumemo. Na primer, sprememba na prednjem delu bolida lahko poruši ravnotežje na samem zadku oziroma sprememba na zadnji premi, ki na prvi pogled deluje in to dokaj uspešno, lahko poruši tisto ravnotežje občutkov, ki je potrebno vsakemu vozniku, da lahko na meji vozi krog za krogom in seveda dosega one rezultate. In prav zaradi tega, kot sem že omenil, je imel Antonelli krizo. In videli bomo v nadaljevanju, ali bo seveda ta korak nazaj v tehnologiji v resnici pomenil korak naprej v rezultat. A za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.